Filmske vloge pogosto delujejo kot dimna zavesa, kjer slavne osebe skrivajo svojo pravo naravo skozi like, ki jih igrajo. Toda ko se prizorišče spremeni iz naslednjega velikega filmskega hita v prostor za intervjuje, pride do opazne spremembe, ki pusti intervjuvarje in oboževalce vznemirjene. Številka 10. Joaquin Phoenix je znan ameriški igralec, ki ga mnogi štejejo za enega najbolj nadarjenih igralcev svoje generacije. Znano je, da se popolnoma vživi v like, ki jih upodablja. V najstniških letih sta Joaquin in njegov starejši brat River začela dobivati vloge v reklamah. Leta 1982 pa sta debitirala kot igralca v seriji 7 nevest za 7 bratov. Njegovi nastopi na televiziji so segali tudi v serije Hill Street Blues in Umor, je napisala. Leta 1986 je bil izbran za vlogo v seriji Jutranja zvezda, večerna zvezda. Istega leta pa je debitiral v filmu Vesoljski tabor. Joaquinova obsežna filmska kariera ga je pripeljala tudi do filma Starševstvo. Po kratkem premoru od filmskih snemanj se je leta 1995 vrnil na platna s filmom Umreti za. Za svoje nastope v več filmih med letoma 2000 in 2004 je prejel pozitivne kritike, kasneje pa je osvojil nagrado za najboljšega igralca na filmskem festivalu v Cannu po svoji vlogi v filmu Nikoli te v resnici ni bilo iz leta 2017. Najbolj hvaljena vloga Joaquina pa je bila njegova upodobitev Jokerja v psihološkem trilerju Joker iz leta 2019. Ta uspešnica je igralcu prinesla Oskarja za najboljšega igralca. Vendar se je zdelo, da je Joaquin Phoenix včasih svojo vživljenost peljal predaleč in v intervjuju z Davidom Lettermanom leta 2009 je prestopil mejo, kar je vodilo do javnih opravičil, potem ko je občinstvo ostalo vznemirjeno in na trnih. Joaquin je stopil na večerno oddajo z Davidom Lettermanom z razmršeno brado in temnimi sončnimi očali. Prejšnji intervjuji so pri oboževalcih vzbudili pričakovanje nenavadnega, zabavnega pogovora, vendar se intervju ni odvijal tako. Namesto tega so gledalci z nelagodjem spremljali boleče, neroden pogovor, kjer je igralec deloval nezainteresirano in je Lettermanu odgovarjal z enobesednimi odgovori ali občasnim nerazumljivim momljanjem. Sedel je tudi nasproti voditelju in pasivno žvečil žvečilni gumi. Tisto, kar naj bi bil promocijski nastop, se je spremenilo v precej srhljiv trenutek, ki je pustil pečat v zgodovini večernih oddaj. Kratki odgovori so pogosto pustili Lettermanu brez besed. Pričakoval je bolj tekoč pogovor. Tudi pohvale, namenjene igralcu, so se zdele premalo. Preprosto zamrmrano, hvala, je bilo vse, kar je lahko Joaquin ponudil. Ko je bil igralec pozvan, naj kaj reče ali dokonča enega od stavkov intervjuvarja, ni rekel ničesar, ampak je s hladnim izrazom prazno strmel. Celoten intervju je bil neverjetno neroden in oboževalci so verjeli, da Joaquin dejansko doživlja živčni zlom, a je kasneje razkril, da je poskušal izzvati reakcijo pri Lettermanu in javnosti. Oddajo je že prej obvestil, da bo izvedel ta skeč, vendar Lettermanu niso povedali za potegavščino. Kljub temu je Joaquin priznal, da je bil celoten intervju preprosto grozen in neverjetno neprijeten. Javno se je opravičil, pojasnil, kako zelo mu je žal in da nikoli več ne bi naredil česa takega. Številka 9. Igralec Gary Busey se je po poškodbi kolena, ki je popolnoma uničila njegove načrte za kariero v profesionalnem športu, posvetil gledališču. Njegov filmski prvenec je bil v filmu Angel's Heart kot policist. Leta 1978 je igral v filmu Zgodba Buddyja Hollya, kjer je sam izvajal kitarske in vokalne dele, kar mu je prineslo nominacijo za Oskarja za izjemno upodobitev te rock ikone. Kasneje je Gary Busey začel prevzemati bolj zlovešče vloge v akcijskih trilerjih, kot sta Smrtonosno orožje in Predator 2. Njegovo zasebno življenje pa je bilo daleč od slavnega. Gary se je soočil z dvema skoraj usodnima izkušnjama, vključno s skorajšnjo predoziranostjo in skoraj smrtonosno nesrečo z motorjem. Prav ta nesreča je privela do uvedbe strožjih zakonov o čeladah v Kaliforniji. Zaradi uporabe prepovedanih substanc je Gary opravil rehabilitacijo. Le 3 leta kasneje pa se je posvetil krščanski veri in se pridružil skupini Varuhi obljub. Njegove norčije pa še zdaleč niso bile končane. Med dogodkom Oscar, Rdeča preproga leta 2008, je igralec očitno izgubil nadzor. Med neposrednim prenosom pred oddajo je Ryan Seacrest intervjuval Jennifer Garner in Laura Linney, ko jih je nenadoma prekinilo glasno vpitje. V množici je stal Gary Busey, ki je obupano poskušal pritegniti Seacrestovo pozornost. Prebil si je pot do mesta, kjer sta stala intervjuvalec in obe ženski, ter kaotično vztrajal, da je Seacresta iskal že leta.
Ko ga je vprašal, kaj je naredil, je Jerry rekel, to je tisto, česar nisi naredil. Seacrest se je vrnil k pogovoru z Lauro in Jennifer, ko je Jerry spet vstopil v kader, zaradi česar je intervjuvalec ženskama rekel, naj ne skrbita, ker imajo svoje ljudi, s čimer je mislil na varnostnike na dogodku. Jerry je očitno vlekel Seacresta in znova prekinil intervju. Laura in Jennifer ste na to svojo pozornost usmerili k Garyju, ki se je vključil v pogovor. Pozdravil je Lauro, preden ga je Seacrest vprašal, ali pozna Jennifer Garner. Obrnil je svojo pozornost k njej in jo skušal nerodno objeti, zaradi katerega je bila igralka vidno nelagodna in šokirana. Takrat se je izkazalo, da je Gary med objemom poljubil Jennifer po vratu, zaradi česar je bila vznemirjena. Ko je igralka odšla, sta Seacrest in Gary ponovno začela pogovor. Igralec mu je rekel, da ga bo videl na zabavi, saj veš na kateri. Kasneje istega večera je Garyja intervjuvala otroška poročevalka, ki jo je zastrašil. Šokanten posnetek je prikazal novinarja, je igralca vprašal, kakšen nasvet bi dal vsem mladim zvezdnikom, ki imajo težave z zakonom. Gary je postal precej zastrašujoč in je začel ostro govoriti, da bo morala govoriti glasneje, ker je ne sliši. Vprašanje je večkrat ponovila, kar je igralca spodbudilo k vztrajnim nesramnim odzivom, med drugim, kaj me sploh sprašuješ? Ko ga je mlada novinarka vprašala, kaj mene o mladih zvezdnikih, kot sta Britney Spears in Lindsay Lohan, je odgovoril z mrzlim komentarjem, pri čemer je vztrajal, da niso zvezdniki, ter jih označil za zgube in idiote. Prav tako je izrekel nekaj presenetljivih obtožb proti Paris Hilton glede dobrodelnih organizacij, s katerimi naj bi govorila, in šel celo tako daleč, da jo je označil za patološko lažnivko. Čeprav se je igralec kasneje opravičil za svoje vedenje na rdeči preprogi, še posebej za neprijetno srečanje z Jennifer Garner, je bil dogodek že zaznamovan z njegovim barbarskim obnašanjem. Številka 8. Pokojni Burt Reynolds je cenjen kot nadarjen ameriški televizijski in filmski igralec, katerega sproščena osebnost in samoironičen humor sta ga naredila za enega največjih zvezdnikov na blagajnah. Njegova igralska kariera se je začela leta 1958 z nastopi v več televizijskih oddajah, med drugim v Flight, Schultz Playhouse in Pony Express. Igral je tudi v seriji Riverboat skupaj z Darrenom McGavinom. Leta 1961 je nastopil na Broadwayu v predstavi Poglej, kdo je prišel v mesto in nadaljeval svojo obsežno kariero z gostujočimi vlogami v oddajah, kot so Route 66, The Twilight Zone in Perry Mason. Burtova prva velika priložnost je prišla, ko je bil izbran za vlogo v seriji Gunsmoke kot polkomanči kovač Clint Asper. Igralec je igral tudi v številnih priljubljenih filmih, med drugim v Shamus, Mož, ki je ljubil, Cat Dancing, Bela strela, Najdaljši jard in Smokey and Bandit. Bil je znan po tem, da je sam izvajal svoje vratolomije, ena izmed njih pa mu je pustila zdrobljeno čeljust. Burtovi nastopi na televiziji so se nadaljevali vse do sredine 80-ih let, ko njegovi filmi niso bili več uspešnice. Na koncu se je vrnil na televizijo z glavno vlogo v detektivski seriji B.L. Stryker. Za svojo igro v seriji Evening Shade je prejel Emmyja za najboljšega igralca, bil je tudi izbran za vlogo v filmu Quentina Tarantina Bilo je nekoč v Hollywoodu, vendar je umrl, preden so posneli njegove prizore. Njegova zadnja vloga je bila manjša vloga v boksarskem filmu z naslovom Shadow Fighter. Leta 1994 se je Burt Reynolds pojavil v oddaji The Tonight Show in sedel na kavču skupaj z Markom Summersom, voditeljem Nickelodeona. Intervju z Jayem Lenom pa ni potekal gladko in je bil povsem netipičen za Burtovo običajno komično osebnost. Namesto tega je bila epizoda polna neznosne napetosti, saj je igralec že na oder prišel slabe volje, kar je segment spremenilo v boj ega in kaos v živo na televiziji. Kar se je začelo kot nedolžno zbadanje in preproste šale, se je sprevrglo v grde, nerodne televizijske nastope, ki so razkrili razpoko v oglajeni podobi Hollywooda. Burtovo začetno slabo voljo je razkril komentar, ki ga je namenil spremljevalnemu gostu, ki je imel med pogovorom z Lenom hrbet obrnjen proti igralcu. Burt je izrazil, da mu ni bilo všeč, da se je nekdo med pogovorom, ki je vključeval tudi njega, obrnil stran od njega. Mark Summers je popravil svoj položaj, da bi vključil Burta, vendar to ni kaj dosti pripomoglo k izboljšanju igralčevega razpoloženja. Spiralno padanje se je začelo, ko je Summers zbodel Berta glede njegove nedavne ločitve. Summers je razlagal, da mu je žena nekaj povedala, se prekinil in Bertu mimogrede povedal, da je še vedno poročen. Bert mu je odgovoril z dušo prebadajočim nelagodnim pogledom. Potem pa nenadoma zlije svojo skodelico vode naravnost v naročje voditelja Nickelodeona. Summers zgrabi Lenovo skodelico in poskuša vrniti milo za drago, a Burt takoj odrine skodelico nazaj proti svojemu sosedu.
Nervozen smeh Lena in Samer se je prevladoval preostanku intervjuja, medtem ko je Bert, nenavadno zanj, postal povsem resen. Nekaj trenutkov kasneje so člani ekipe prinesli 2 piti in vsaki slavni osebi izročili eno. Nato je sledil pretep, zamaskiran kot neobvladljiv boj s hrano. Številka 7. Ulični čarovnik David Blaine je postal znan po svojih vzdržljivostnih podvigih, kot je bilo življenje v stekleni škatli več dni. Njegova kariera slavne osebe se je začela, ko je posnel kaseto svojega čarovniškega nastopa in jo poslal na ABC. Odziv je bil izjemen in je privedel do njegove prve posebne oddaje, David Blaine – Ulična magija, ki je bila leta 1997 velika uspešnica. 2 leti kasneje je sledila oddaja David Blaine – Čarobni mož. Svoj prvi vzdržljivostni podvig je izvedel leta 2000, temu pa je sledil podvig Zamrznjen v času, kjer je bil 3 dni zamrznjen v ledenem bloku. V drugem javnem podvigu je stal na 30 metrov visokem stebru 35 ur, kar je poimenoval vrtoglavica. Leta 2003 je izvedel podvig Above the Below, kjer je David visel v škatli ob reki Temzi 44 dni brez hrane. Dogodek je pritegnil svetovno medijsko pozornost, na kraju pa se je zbralo na tisoče ljudi, da bi bili priča njegovemu kasnejšemu izpustu. Leta 2006 je bil njegov naslednji podvig Človeški akvarij, v katerem je bil en teden potopljen v kroglo, napolnjeno z vodo. Zrak in hrano je prejemal skozi cevi. Čeprav mu ni uspelo podreti svetovnega rekorda v zadrževanju diha pod vodo, je Davidu uspelo pobegniti iz težkih verig, medtem ko je bil potopljen. Že zgodaj je bilo jasno, da je bila slavna oseba nenavadna in nepredvidljiva. Vendar pa je leta 2001 njegova nenavadnost dosegla vrhunec med intervjujem na GMTV. Iluzionist se je pojavil v britanski jutranji oddaji skupaj z voditeljem Imanom Holmesom. Holmes si poskuša opraviti običajen intervju z Davidom, katerega skrivnostna osebnost je prešla prag v naravnost vznemirljivo. Ni želel sodelovati z voditeljem, namesto tega je nepremično strmel prece in ponujal le resen izraz na obrazu. Ko je vendarle odgovarjal na vprašanja, je govoril z mučno počasnim, tihim glasom. Holmes ga je vprašal, ali je to vedenje zgolj del predstave. David je odkimal v znak nestrinjanja in namignil, da to zanj ni običajno. Najbolj nepričakovano, iluzionist dvigne roko in razkrije zlobno oko, narisano na svoji dlani, s čimer poveže svojo srhljivo predstavo. Ekipa, vključno z njim samim, je kasneje spregovorila o tem nenavadnem vedenju in da opisala kot trenutek prometne nesreče, ko poskušaš ugotoviti, kaj se dogaja. Nekateri člani osebja so celo priznali, da so bili tako nervozni, da so imeli potne dlani, medtem ko so poskušali ugotoviti, kaj se bo zgodilo naslednje. Davidovo nenavadno vedenje ga je navdalo strahom, kako se bo intervju končal. Številka 6. Billy Bob Thornton je znano ime za večino ljudi. Ameriški igralec, režiser, pisatelj in glasbenik je znan po svoji vsestranskosti in ekscentričnem vedenju. Odraščal je v delavski družini v Arkansasu, kjer sta ga vzgajala njegova mati, ki je zase trdila, da je jasnovidka, in njegov oče, učitelj zgodovine. Leta 1981 se je preselil v Los Angeles, da bi sledil karieri v igranju in pisanju. V svojih zgodnjih letih v Hollywoodu je trpel zaradi hudih zdravstvenih zapletov, ki so bili posledica podhranjenosti. Za svoj scenarij za film Rezilo je Thornton prejel Oscarja. Režiral je in igral v tem filmu. Njegove druge najbolj znane vloge vključujejo film Preprost načrt, Pošastna balada in Hudobni božiček. Skozi svojo filmsko kariero je vzporedno sledil tudi glasbeni poti in izdal več samostojnih albumov. Med njimi sta bila Private Radio in Beautiful Door, bil pa je tudi član skupine The Boxmasters, country rock skupine. Leta 2009 je Thornton spremljal skupino The Boxmasters na severnoameriški turneji, ki jih je pripeljala na CBC Radio 1 v oddajo Q, ki jo je vodil Gian Gomeshi. Vendar pa intervju ni bil niti zabaven, niti navdušujoč, kot bi morda pričakovali. Številni so ga označili za enega najbolj bolečih in nerodnih intervjujev v zgodovini. Nenavadno vedenje se je začelo že na začetku intervjuja. Kamera je približala sliko na voditelja in vsakega izmed gostov. Thornton je deloval zaskrbljeno in nezainteresirano. Tudi člani njegove skupine so ga ves čas opazovali, kar je intervjuju dalo srhljivo vzdušje zaskrbljenosti. Še bolj nenavadno je postalo, ko je Gomeshi poskušal potrditi, da je skupina nastala nekaj let prej. Vprašanje je bilo namenjeno Thorntonu, ki je hladno odgovoril: "Ne vem, o čem govorite." Ko je Gomeshi vztrajal in pojasnil, da poskuša ugotoviti, kdaj je bila skupina ustanovljena, je Thornton lahko le rekel, da ni prepričan.
Eden od drugih članov skupine je odgovoril na vprašanje in voditelju povedal, da so skupaj začeli igrati 2 leti prej. Gomeshi se je vprašal, ali so v tem času posneli 3 albume. In spet kamera preide na Thorntona, ki se zdi nezainteresiran in gleda stran od voditelja. Spet je na vprašanje odgovoril drug član skupine in pojasnil, da so v zadnjih 2 letih posneli 5 albumov. Nato je voditelj v pogovor vključil Willija Nelsona in skupino vprašal, ali bodo prvič nastopili z njim. Gomeshi se je neposredno obrnil na Thorntona, ko ga je vprašal, kaj so se naučili od Nelsona v prejšnjem sodelovanju z njim. Thornton je preprosto trdil, da ga še nikoli ni srečal. Voditelj se je spraševal, ali je igralec ironičen, a je ta odkimal in namignil, da Nelsona ne pozna. Tudi preostali člani skupine Boxmasters so bili med intervjujem vidno nelagodni. Komaj so se nasmehnili, njihovi odgovori so bili počasni, v njihovih glasovih pa je bilo čutiti odtujenost. Gomeshi je s člani skupine govoril o vplivih, ki so oblikovali njihovo glasbo. Thorntonova začetna odtujena drža se je tukaj hitro spremenila, ko ga je voditelj vprašal o glasbi, ki ga je navdihovala v otroštvu. Igralec je odgovoril z dokaj dolgim, a nepovezanim odgovorom. Pojasnil je, da je kot otrok preprosto imel rad bejzbol. Naročen je bil tudi na revijo z imenom Famous Monsters of Filmland, katere izdajatelj je pred kratkim umrl. Gomeshi je poskušal ponovno uprizoriti pogovor in ga vprašal, ali se spomni, kaj je poslušal, ko je bil mlad. Thornton je odgovoril z novim dolgoveznim odgovorom in rekel, no, imeli so tekmovanje, kjer si lahko sestavil svoj model. In to je lahko bil King Kong ali karkoli, od nečesa, kar si ustvaril sam, do enega od pošasti, ki so bile dejansko v revijah. Gomeshi je vprašal, kje se v tem odgovoru pojavi glasba, in vprašal, ali je Thornton strasten glede glasbene industrije. Odvrnil je, bi to vprašanje postavili Tomu Pettiju? Voditelj je rekel, da bi ga, a Thornton je bil videti nejeveren. Od tam naprej je intervju strma padel, saj je igralec znorel ob omembi svoje igralske kariere. Zdelo se je, da so bili producenti QTV-ja navodeni, naj ne govorijo ali omenjajo Thorntonove igralske kariere, kar pa so storili že na začetku intervjuja. Gomeshi je poskušal pojasniti, da je želel dati kontekst, kdo je Thornton, da bi poslušalci vedeli, koga intervjujajo, vendar Thornton tega ni sprejel. Sovražni in hladni odgovori so se nadaljevali, kar je ustvarilo neprijetno napetost. Thornton kasneje primerja rock koncert v Kanadi s pire krompirjem brez omake, s čimer namiguje, kako dolgočasni se mu zdijo. Intervju se konča, ko Gomeshi prosi skupino naj zaigra. Boxmasters, razen Thorntona, so igrali glasbo. Radijski nastop je bil popolna katastrofa, ki je Thorntonove člane skupine pustila v narodnem molku, očitno prestrašene, da bi kaj rekli, in je gledalcem povzročila občutek nelagodja. Na njihovem naslednjem nastopu je bila skupina zasuta s komentarji o omaki. Ta nenavaden in neprijeten intervju pa je bil parodiran v komični oddaji Mislim, da bi morali oditi. Številka 5. Ameriški igralec Mel Gibson je odraščal v Avstraliji, kjer se je vpisal na Nacionalni inštitut za dramsko umetnost. Tukaj je debitiral v filmu kot deskar v filmu Simmer City. Po diplomi se je pridružil državnemu gledališču Južne Avstralije. 2 leti kasneje pa je zaigral v futurističnem akcijskem filmu Pobesneli Max kot odpadniški policist, ki išče maščevanje. Postal je mednarodna zvezda v številnih akcijsko-pustolovskih filmih v 80-ih letih, kasneje pa si je prislužil priznanje tudi kot režiser in producent. Gibson si je utrdil položaj ene največjih zvezd na blagajnah s filmi, kot sta Pobesneli Max, Onkraj kupole groma in serija Smrtonosno orožje. Prav tako je prejel pohvale za svoje resnejše vloge, kot sta Leto nevarnega življenja in Hamlet. Gibson je svoj režijski prvenec doživel s filmom Mož brez obraza. Nato je režiral film Pogumno srce, v katerem je igral škotskega narodnega junaka Sirja Williama Wallaca. Film pa je prejel 5 Oskarjev za najboljši film in najboljšega režiserja. Toda Mel Gibson je doživel tudi trenutke, ko ni bil vedno tako spoštovanja vreden, kot bi to pogosto nakazoval njegov profesionalni šarm. Leta 2010 se je igralec pojavil v oddaji na čikaški televiziji WGN skupaj z novinarjem Deanom Richardsom, kjer je promoviral svoj novi film Na robu teme. Intervju pa je razkril pravo naravo Gibsona. Intervju se je začel kot vsak drug. Oba sta si izmenjala prijazne pozdrave, igralec pa se je pojavil na zaslonu in ne osebno. Pogovarjala sta se o prihajajočem filmu Na robu teme in na kratko omenila tudi Pobesnelega Maxa. Richards je nato vprašal Gibsona o njegovem 7-letnem premoru, v katerem ni igral v nobeni filmski vlogi. Igralec je pojasnil, da se je za nekaj časa neopazno umaknil iz javnosti, da bi odpravil nekaj slabih navad.
Želel je prekiniti stalno rutino in narediti nekaj drugačnega, da bi ponovno obudil svojo strast in ustvarjalnost. Richards je nato svojega gosta vprašal, ali se počuti kot drugačna oseba ali boljša oseba kot pred nekaj leti. Gostitelj je namignil na določene značilnosti Gibsonovega življenja, o katerih je bral, in jih označil kot vzpone in padce. Leta 2006 je bil igralec aretiran zaradi vožnje pod vplivom alkohola in naj bi ob aretaciji izrekel nekaj ostrih pripomb policistom. Sprva je Gibsonov sprejel vprašanje in priznal, da je bilo njegovo življenje resnično kot vožnja z vlaktem smrti, vendar je še vedno verjel, da je ista oseba, kot je bil vedno. Prav tako je komentiral, kako čas uči človeka in kaj se nauči, ko gre skozi življenje. Ko pa ga je Richard vprašal, ali misli, da ga bo javnost zaradi vsega, kar je bilo v novicah, gledala drugače, je Gibsonov postal vidno vznemirjen. Za pojasnilo se je Richard vrnil k težavam z alkoholom in domnevnemu nasilnemu izpadu, usmerjenemu proti veroizpovedim policistov, ki so ga aretirali. Gibson, zdaj nelagoden in napet, je pojasnil, da se je ta dogodek zgodil pred 4 leti in da je to že pustil za sabo. Nato je izjavil, da očitno Richard tega še ni pustil za sabo. Voditelj je vztrajal pri vprašanju in se spraševal, ali njegov gost meni, da bi ga njegovi oboževalci lahko dojemali drugače. Gibson je vztrajal, naj pogovor pustijo za sabo. Intervju se je nenadoma končal, ko je Richard rekel: "Lepo te je spet videti v sedlu." Gibson mu pokaže palec gor in se poslovi. Toda igralec je še nekaj trenutkov viden na zaslonu, njegov mikrofon pa še vedno snema. In v zadnjem trenutku Gibson jasno in glasno izreče kletvico, namenjeno Richardu. Nato so satelitski prenos prekinili. Voditelj je kasneje pripomnil naslednje: "Znana oseba ali ne, pravo merilo človeka je, kako se obnaša, ko misli, da ga nihče ne opazuje." Številka 4. Jared Leto ga je mama spodbujala naj ceni umetnost, kar ga je pripeljalo na Univerzo za umetnost in šolo za vizualne umetnosti, kjer je študiral slikarstvo in filmsko ustvarjanje. Kasneje se je preselil v Los Angeles, kjer je takoj začel sprejemati vloge v televizijskih oddajah, vključno s Camp Wilder. Preboj je doživel, ko je bil izbran za vlogo v kultni seriji Moje tako imenovano življenje kot srčni izbranec Jordan Catalano. Leto je kasneje postal pomemben igralec, glasbenik in dobitnik Oscarja za najboljšega stranskega igralca v filmu Klub zdravja Dallas. Cenjen je zaradi svojih nastopov v filmu Klub konjih pesti kot Angel Face ter svojih glavnih vlog v filmih Dekle, Prekinjeno in Ameriški psiho. Pridobil si je sloves po izjemni predanosti pri pripravi na vlogo, kar je posebej izstopalo v njegovi upodobitvi odvisnika v filmu Requiem za sanje. Leto je šel tako daleč, da je živel na ulici z resničnimi odvisniki in za vlogo izgubil 11 kg. Prav tako je soustanovil in vodil skupino 30 Seconds to Mars, priljubljeno alternativno rock skupino. Do kakšnih skrajnosti je bil pripravljen iti zvezdnik, se je pokazalo leta 2019 na Met Gala, ko je prišel z nepričakovanim dodatkom, ki je javnost in nekatere udeležence razumljivo spravil v zadrego. Leto je bil oblečen v svileno rdečo obleko Gucci z visokim ovratnikom na tematski gala večer Camp. Njegovo opravo so dopolnjevale ramenske blazinice, z dragulji okrašena veriga za telo in odrezana glava, ki jo je držal pod roko kot ljubljenega hišnega ljubljenčka. Seveda dodatek ni bila prava odrezana glava. To je bila Guccijeva replika njegove lastne glave. Letova odrezana glava, kot torbica, je imela brezizrazni obraz, ki je bil deloma igriv, večinoma pa vznemirjajoč. Prizor je prekinil modne ideologije in iz dogodka naredil prizor iz grozljivke. Extra TV Peyton Weissett je poročal o dogodku in ujel srhljive posnetke trenutkov, ko je igralec za fotografe držal repliko svoje glave. Pristopil je do novinarjev ob robu, razkril nenavaden modni dodatek in ga nato položil na roko, kjer je sedel kot ptica, z dolgimi prameni las, ki so viseli čez. Številka 3. Ameriški pevec, tekstopisec, aranžer in plesalec James Brown velja za enega najbolj vplivnih zabavljačev 20. stoletja, katerega dosežki so mu prinesli vzdevek najdelavnejši človek v showbiznisu. Brown je odraščal v segregiranem ameriškem jugu med veliko depresijo in bil tako reven, da so ga iz osnovne šole poslali domov, ker ni imel dovolj oblačil. Tega nikoli ni pozabil in ta izkušnja je vplivala na njegovo nagnjenost k nošenju razkošnih plaščev, izbranih ogrinjal in zlatih nakita v odrasli dobi. Prva snemka slavnega Prosim, prosim, prosim je prodala 3 milijone izvodov, čeprav so lastniki založbe King Records pesem sovražili. Nato je Brown začel izjemno kariero. Aprila 1988 pa se je kariera legendarnega glasbenika za kratek čas ustavila, ko so ga aretirali v Južni Karolini.
Domnevno je napadal svojo ženo s svinčeno cevjo in streljal s pištolo na njen avto. Izpuščen je bil proti varščini in kmalu zatem nastopil v intervjuju na CNN-u. Voditeljica CNN-a Sonja Friedman poda nekaj konteksta, zakaj je bil glasbenik tam in pojasni, da Brown zanika obtožbe proti njemu. Pridružil se je Los Angeleški redakciji iz Atlante, nosil ogromna sončna očala in še večji nasmeh v enem najbolj nenavadnih intervjujev v zgodovini televizije. Voditeljica je vprašala, kako so se vsi problemi začeli, na kar je gost nenadoma začel peti, popolnoma zaobšel vprašanje ter namesto odgovora ponudil pesem in prisiljen nasmeh. Brown je vztrajal, da želi govoriti samo o glasbi, na kar je Sonja privolila. Vprašala ga je, kdaj se njegova turneja začne in kam bodo šli. Brown je pojasnil, da bodo naslednji dan odpotovali iz Atlante proti Riu de Janeiru. Nato so ga vprašali, ali ga skrbi turneja, saj je veliko njegovih oboževalcev slišalo novice o njegovi aretaciji in obtožbah. Brown je vztrajal, da ga ne skrbi, ker ni naredil nič narobe in da bo, če ga bodo oboževalci vprašali o tem, rekel, dobro se počutim. Brown je postal še bolj nepredvidljiv, preglasil je Sonjo in vstal s stola, da bi naredil kratek plesni gib. Nenehno je prekinjal intervju, kričal nepomembne in včasih nesmiselne besede. V celotnem intervjuju je Brown večkrat ponovil izjavo: dobro se počutim, tudi na koncu oddaje, ko je Sonja poskušala zaključiti oddajo. Zdel se je le bežno zavesten njenih vprašanj. Komentatorji so menili, da je bil vir njegovega energičnega nastopa uporaba mamil. Brown je bil že prej aretiran zaradi posedovanja prepovedane substance, za katero so rekli, da jo uporablja redno. Menijo, da je bil intervju ozadje spektakla pod vplivom mamil, kjer so gledalci bili priča človeku, ki se je popolnoma odtujil od resničnosti. Mesec dni kasneje je bil Brown ponovno aretiran, ker je v javnosti nosil strelno orožje in vodil policijo v visokohitrostnem pregonu. Številka 2. Slavni igralec iz filma Nazaj v prihodnost, Crispin Glover, je splošno prepoznan po svoji pogosto vznemirjajoči, a edinstveni prisotnosti na zaslonu. Ameriški igralec, filmski ustvarjalec, avtor in umetnik ima delo, ki nenehno izziva običajne pripovedi in pogosto zahteva ekscentričen slog. Prav njegova vloga Georgea McFlyja v uspešnici iz leta 1985 je bila prelomni trenutek za Gloverja. Njegova upodobitev nesrečnega očeta je na koncu utrdila njegov položaj v zgodovini filma. Najbolj ga cenijo zaradi njegove izjemno srhljive vloge tankega moža v filmih Charliejevi angelčki. Glover je prevzel vlogo izjemno spretnega morilca, ki služi kot pomočnik glavnega zlobneža. Njegovi črni lasje in fetiš, da ženskam iztrga lase in jih nato voha, so ga naredili še posebej vznemirljivega. In Glover se je pojavil tudi v petek 13. pa tudi v Kaj žre Gilberta Grappa in Čarovnik groze. Bilo je 28. julija 1987, ko se je zvezdnik pojavil v oddaji pozno zvečer z Davidom Lettermanom, da bi promoviral svoj film River's Edge. Že od trenutka, ko je Glover stopil na oder, je bilo jasno, da intervju ne bo niti približno običajen. Igralec je nosil nenavadno lasuljo in čevlje z visoko peto, pri tem pa je deloval nenavadno živčen in nelagoden. Ko ga je Letterman vprašal, kako se ima, je Glover nerodno in nerazločno odgovoril: dobro sem, res sem dobro. Letterman je nadaljeval z osnovnimi vprašanji, kot so, kako je preživel poletje, kje trenutno živi in kje je živel prej. Toda voditelj iz njega ni izvlekel veliko. Ko ga je vprašal, ali živi blizu ali na Hollywood Boulevardu, je bil Glover vse bolj vznemirjen, zaradi česar je Letterman rekel: pustimo to in pojdimo naprej na kaj drugega. Nato voditelj opozori na kovček, ki ga je gost prinesel s seboj. Glover je nervozno vztrajal, da mora javnosti nekaj povedati, preden to stori tisk, ker lahko stvari izkrivijo. Nato iz kovčka potegne prepognjen časopis LA Weekly in prebere odlomek iz njega. Med branjem članka, ki je bil napisan o njem v zvezi z njegovim načrtom za nočni klub, je videti, da se Glover vidno trese. Nato zagrabi kovček in začne razlagati, da ima te citate, a se prekine in reče, da ga bodo ljudje prikazali, kot da je čuden. Nato si zavihne rokav, pokaže mišice in vztraja, da je močan. Letterman pripomni, kako vznemirjen se zdi. Glover ga povabi na rokoborbo, a voditelj zavrne. Nenavadni igralec nato stane svojega sedeža in reče, da ga lahko premaga. Nato je rekel, da zna tudi brcati in to tudi demonstriral. Nek čevelj s platformo zgreši Lettermanovo glavo le za en palec. Kot odgovor na to, Letterman zapusti oder in občinstvu pove, da se bo vrnil čez nekaj minut. Ko se oddaja nadaljuje, Gloverja ni več.
Nekaj tednov kasneje se je Glover vrnil v Lettermanovo oddajo in se obnašal prav tako nenavadno. Ves čas se je smejal in se zapletal v besedah, nikoli pa ni bilo podano nobeno pravo pojasnilo za njegovo nenavadno vedenje. Številka 1. Jim Carrey je eden najbolj znanih igralcev, cenjen zaradi svoje vsestranskosti in pretiranih nastopov. Kanadsko-ameriški komik je svojo kariero začel pri 19 letih, ko je nastopil v kanadskem televizijskem filmu Predstavljamo Janet, ki je v drugih državah znan kot Gumijasti obraz. Leta 1984 je debitiral v celovečernem filmu Z iskalci, sledil je film Ko ugrizne. Carrey bi na to takoj dosegel uspeh s filmom Ace Ventura: Posse Detective. Igral je tudi glavne vloge v uspešnicah, kot sta Butec in Butec ter Maska. Njegova igra sramežljivega bančnega uslužbenca, ki postane duhovit, zelenolični zapeljivec, mu je prinesla prvo od številnih nominacij za Zlati globus. Nadaljeval je svojo vlogo nenavadnega detektiva za živali v drugem delu Ace Ventura: Ko narava pokliče in igral ugankarja v Batman za vedno. Tudi Jim Carrey je znan po svoji nejevolji do prilagajanja hollywoodski osebnosti. Hollywood vidi kot površinskega in egocentričnega. Znano je, da je izjavil, nič od tega nima pomena, s čimer se je leta 2017 nanašal na dogodek New York Fashion Week in dodal: želel sem najti najbolj nesmiselno stvar, ki jo lahko, in se ji pridružiti. In tukaj sem. V nasprotju s temi nenehnimi pogledi na svet slavnih je bil Carreyjev nenavaden nastop na podelitvi nagrad César 2026 v Parizu. Komik se je na dogodku pojavil z nenavadnim videzom, ki je na spletu sprožil razprave o tem, ali je bila oseba res on. Ob prejemu častne nagrade César, francoske različice Oskarja, se Carrey povzpne na oder, da bi imel zahvalni govor, ki ga je imel v francoščini. A oboževalci so opazili, da je bil njegov videz popolnoma drugačen. V videoposnetku zahvalnega govora se zdi, da je imel neko kozmetično operacijo, bodisi plastično operacijo ali botox. Tudi Jim Carrey, ki ga vsi poznajo in imajo radi, je bil do teh stvari odklonilen. Bil je zelo glasen glede obsedenosti Hollywooda z mladostjo in umetnim videzom, vendar je njegov nedavni videz sprožil burno razpravo. Po zahvalnem govoru so Carreyja intervjuali številni prisotni novinarji, kar je gledalcem omogočilo podroben pogled na tisto, za kar so mnogi verjeli, da je bil prevarant. Njegova osebnost in vedenje med intervjujem sta bila prav tako precej nenavadna in netipična za običajno neposredno, samozavestno in pogosto duhovito osebo, ki jo je predstavljal. Nervozno je razlagal, kako je bilo tvegano imeti govor v francoščini in da je dolgo časa pisal govor ter ga natančno raziskoval. Tudi Carreyjev glas se je zdel precej drugačen. Postal je nenavadno čustven, ko je omenil svojega očeta, in govoril je zelo tiho. Številne teorije o tem nenavadnem vedenju in čudnem videzu krožijo po spletu. Nekateri plastični kirurgi so komentirali, da se zdi, kot da je imel nekaj posegov, vendar tega Carrey sam ni potrdil. Nekateri so namigovali, da ga je zamenjal dvojnik, znani umetnik Alexis Stone, znan po svojih hiperrealističnih make-up učinkih, pa je celo trdil, da je na podelitvi nagrad posnemal igralca, vendar je bila ta trditev kasneje ovržena. Videz Jima Carreyja na podelitvi nagrad César je ostal brez pojasnila in je postal eden najbolj srhljivih intervjujev v zgodovini. Oboževalce pa je pustil vznemirjene in v dvomih, kaj se dogaja v Hollywoodu. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb za všeček. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Anons in se vidimo v naslednjem videu.